Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Mislim, da je bil odličen uvod, ravno kar v to zdaj predstavljen. Tudi zaradi tega, in glede na to, da imam 15 minut, sem se odločil, da gremo skozi to na nekem primeru, lahko rečemo, enega vladnega projekta, to je vladni projekt P3. Ne glede na to, v kakšni situaciji smo, se pravi, če pa bom stopil morda raje bliže sem, ne glede na to, v kakšni situaciji, se sliši? Ne. Dobro, mislim, da smo. Se pravi, trenutno smo v fazi javnofinančne konsolidacije in to verjamem, da tudi na občinski ravni se velikokrat sliši. Zakaj? Sprejeli smo, se pravi, zakon o finančnem pravilu, ker ga imamo seveda tudi v ustavi predvidenega in od tam naprej definiramo, koliko je maksimalni znesek, do koliko lahko država potroši v vseh blagajnah. Govorimo občinsko, državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje in seveda pokojninski del. In vse to skupaj nekako je omejeno. V tej fazi, kot smo trenutno, ko še konsolidiramo javne finance, seveda pazimo na marsikaj, predvsem na to, da so tveganja čim nižja, da so javni finančni prihodki stabilni in tako naprej. In nekako zgleda, kot da v tem trenutku ni prostora za razmisleke, za eno zeleno usmeritev in tako naprej, pa dejansko je ravno obratno. Zakaj? Zaradi tega, ker v tem času, pa tudi nekako skozi, morda zdaj samo nekoliko bolj intenzivno, se gleda, kako učinkovito trošimo ta sredstva, kaj delamo z njimi. In ravno to področje, ko se pogovarjamo o zeleni proračunski reformi, potem nekako pridemo do ugotovitve, da brez nekega ciljnega razmisleka, se pravi, bomo težko šli naprej. Kaj pomeni tale projekt? Projekt je zastavljen tako, da bo trajal 1 leto. Zakaj govorimo o zeleni proračunski reformi? Prej je bilo že marsikaj povedano, tam na koncu puščice piše seveda blaginja. Kako gledam jaz, kot državni sekretar pristojen za, se pravi, predvsem za davke, za tisto, kar priteče v našo blagajno, kje so priložnosti, kje so neki novi, alternativni viri, pa tudi izzivi in tveganja. Kaj mišljeno z izzivi in tveganji? Ja, na eni strani zagotovo, če gledamo z vidika trošarinske politike, mi poberemo veliko trošarin. To je eden izmed najpomembnejših virov. Vprašanje je, kako jih strukturiramo. V naslednjih letih, če bo prišlo do elektrifikacije prometa v znatnem obsegu, pomeni, da bo tudi znaten izpad v proračunskih sredstvih, z vidika stabilnosti financiranja je to poseben izziv. Na drugi strani pa to, kar je bilo prej rečeno, se pravi razne vremenske neprilike, okoljske neprilike, se pravi zmanjšanje padavin, večja intenzivnost morebiti padavin v določenih obdobjih, dolžnost zadrževanja vode, to so vse infrastruktura, infrastrukturni projekti, govorimo o proračunu. Se pravi, kako bomo investirali, da se bo zagotovila pitna voda, da se bo zagotovilo namakanje, zaradi tega, da ne bojo kmetje imeli težav, ker bi jim potem mi mogli zagotavljati dodatna sredstva, prebivalstvo imelo hrano po višjih cenah in tako naprej. Se pravi, to se vse skupaj med sabo prepleta in treba na to gledati tudi kot na razvojne priložnosti, da do tiste blaginje pridemo. Naprej, zakaj proračunska in zakaj ne zgolj, da se ne pogovarjamo samo na eni strani o subvencijah, tu se pogovarjamo o okoljsko škodljivih subvencijah in zakaj pa ne morda samo davčno? Zaradi tega, ker je treba gledati na obe strani. Zakaj na obe strani? Ker se to med sabo, lahko rečemo, ojačuje. Se pravi, če imamo na nekem področju 2-3 ukrepe, ki lahko med sabo, tudi med resorji včasih za njih, ne bom rekel, da ne vemo, ampak vsak jih gleda v svoji luči, in lahko pridemo do zanimivih učinkov. To bo potem na koncu tudi en primer, bom malo predstavil, pa bom začel pred svojim pragom, če rečemo tako, na davčnem področju. In se pravi, tako kot rečeno, vpliv na dinamiko, koliko hočemo nekaj spodbujati, pa tudi konfliktnost v tem smislu, da če nekdo si izmisli en ukrep, drugi pa drugi ukrep, lahko na koncu ugotovimo, da smo različni resorji za to potrošili denar, učinek je pa nič, zato ker se med sabo nevtralizirajo, ker med sabo se nismo gledali oziroma nismo pazili na to, kaj delamo. In potem, kar se tiče ambicioznosti v tem času javnofinančne konsolidacije, seveda je možno, gre za proces, ne gre za zadevo, ki jo narediš v enem letu in v vsakem letu je treba nekaj narediti, vsaka vlada mora k temu prispevati, ne glede na barvo, strukturo in tako naprej, kar pomeni, da v določenem času pridemo do nekih rezultatov, si postavljamo nove cilje in te cilje tudi potem sproti dosegamo. Seveda je cilj z našega, se pravi, z proračunskega vidika, je, da zagotovimo nek pregleden način potrošnje, na to se tudi pogosto na občinski ravni pride do recimo jeze, kar se tiče administrativne zahtevnosti in tako naprej, tu je še prostor za izboljšave, zagotovo. Predvsem zaradi tega, ker Ministrstvo za finance stremi k temu,
oziroma ima v mislih to, da to so javna sredstva. Se pravi, so sredstva, ki zbiramo od državljanov in je treba vedno paziti, zakaj in kako se potrošijo, da bo učinki najboljši. Če gremo naprej, tale projekt V3 smo ga razdelili nekako v 3 faze. Opredelili smo deležnike, imamo en ožji krog, se pravi medresorsko, tu govorimo o ministrstvih in govorimo tudi o enem širšem krogu, se pravi tudi, lahko rečemo, razne organizacije, se pravi civilna družba, da potem tiste zadeve, ki bomo po fazah ugotavljali, se tudi širše potrdijo. Ker v tej prvi fazi nekako smo se lotili najprej opredelitve, kaj so sploh ti relevantni pojmi, oziroma o čem se sploh pogovarjamo. Ko nekdo reče, kaj je okolju škodljiv ukrep ali pa kaj je okolju prijazen ukrep, različna, tudi ministrstva med nami gledamo različno. Seveda, če boste pogledali, ne vem, ali je sofinanciranje škropiv v kmetijstvu okolju prijazen ukrep. Ne? Lahko gledamo na ta način, ja, škropivo je škodljivo, torej je okolju škodljiv. Lahko gledamo pa na ta način, če ne proizvajamo na območju Republike Slovenije škropivi, ki so, se pravi, pod nadzorom, na način, ki je pod nadzorom, se bo morda nekje drugje proizvajalo, ne vem, 1000 km stran, brez nadzora nad tem, s čim se škropi, brez nadzora nad, ne vem, nad semeni, na pridelavo, ne nazadnje nad tem, kako se izkorišča delovna sila in tako naprej. To se bo seveda z eno ladjo pripeljalo na težko gorivo do našega pristanišča, po par tisoč kilometrih še z tovornjaki se razvozilo naokoli. Slabša bo vitaminska vrednost in tako naprej. Se pravi, je odvisno, kako široko na kakšno zadevo gledamo in ta skupina bo namenjena tudi temu, da pogledamo celovito na takšne težave. Druga reč, popis stanja. Na voljo imamo nešteto raziskav. Tega je tako, za kakšne 2 metra v višino samo v zadnjih 2-3 letih. In gotovljeno je pač, vsaj z mojega vidika, kot sem jaz to gledal, sem videl, da v redu, ko dobiš raziskavo, se zahvališ, jo primeš, pogledaš prve 2 strani in potem imaš še 1 meter tvojih drugih zadev, ki ti stojijo na mizi in po tistih 2 straneh se zadeva nekako ustavi. In potem se naroči nova raziskava. Raziskav je dosti, raziskave so dobre, treba je samo narediti sintezo teh raziskav in od tu naprej iti. Tako da to je en plan tega, od tu naprej bomo analizirali tudi posledice tega, kar imamo že razvitega, pogledali bomo par primerov dobrih praks in kakšno izmed dobrih praks tudi naredili sami. Ne, če gremo pogledati, kaj bo, danes bo v uradnem listu objavljen, ponavadi se izda popoldan, no, v našem uradnem listu bo danes tudi posodobitev pravilnika, ki ureja področje zakona o davku na dodano vrednost in bomo uredili končno tisto doniranje hrane, se pravi, da ni potreben obračun davka, kadar se hrana podari do določene vrednosti. To smo obljubljali že dlje časa, ampak v širšem konceptu spada tudi to sem. Zakaj bi šla hrana v uničenje, na odpad in tako naprej, če se lahko koristno uporabi. In če gremo pogledati druge zadeve, ki bojo še tukaj, moja velika želja je eno priporočilo vladi na koncu. Trenutno imamo en test, recimo, ki se je pred kratkim uvedel, se ukvarja s tem, kakšen je učinek spremembe zakonodaje na mikro, mala in srednja podjetja. Ena zadeva, ki bi jaz rad, da se pravi še ena dodatna, oziroma z mojo ekipo bi radi, da bi se še ena dodatna lučka vžgala v procesu odročanja, je to, da se ugotovi, kakšen učinek ima neka sprememba dejansko na trajnost, na okolje in tako naprej. Zakaj? Zaradi tega, ker nekdo, ko pripravlja zakonodajo svojega vidika, ni nujno, da na to pomisli. In v končni fazi je bistvo pri odločanju predvsem to, da tisti, ki se odloča, ima vse informacije, vključno s to, ali bo njegov, se pravi, sprejem nekega zakona, nekega predpisa, imel negativen ali pozitiven učinek in tudi skozi to ustvarja zavedanje, da je treba seveda imeti čim več takih, ki imajo dobre, če pa zadeva, ki ima noter slabe učinke, premisliti, kako se lahko te neutralizira, pa na drugi strani jih prinese noter, da bo, se pravi, tista bilanca na dolgi rok vedno pozitivna. In na ta način bi nekako izgledal verjetno tudi na koncu en okoljski test, ki bi za vsak predpis seveda tudi povedal, kam se pozicionira v odnosu do trajnosti. Zdaj pa, glede na čas, grem kar na en praktičen primer. In to je tisto, ko se pravi, začnemo pri svojem pragu. Vezan, kako bo izgledalo dejansko tudi ta projekt v praksi, ne, P3. Kje mi vodimo? In zdaj, zakaj sem dal navednice? Zaradi tega, ker v nekaterih zadevah pač ni dobro voditi. Prva zadeva, delež stroškov v družinskem proračunu. Kaj sem hotel s tem? Ja, predvsem, koliko mi potrošimo za osebna vozila. Mi smo zmagovalci. Vsekakor, ne vem pa, če je to ravno dobro. Smo čez 10% v družinskem proračunu, predstavljajo izdatki za, se pravi, povezani z osebnim prevozom, če gremo na javni prevoz, nekaj več kot 1%. Dobro, število potnikov na tako osebno vozilo, veste sami, če kdaj pogledate ven,
oziroma ste tudi uporabniki vozil, veste, koliko se vas vozi v avtu. Ne, se pravi, če gremo tukaj naprej, število vozil na prebivalca, spet smo kar dobri oziroma odlični, smo zmagovalci na tem področju. Tudi kar se tiče strukture na novo registriranih vozil, se pravi, ko gledamo, kaj mi uvažamo iz tujine, kaj registriramo tukaj, tudi ob schemah, ki jih bo zdaj uvedle, lahko rečemo nam, zahodne in severne države in tudi družbe, ki v njih poslujejo, kam bodo šla tista vozila z dizelskimi agregati in tako naprej, kako so stimulacijske scheme nastavljene, lahko računamo, da bomo še več takšnih vozil uvažali. In število, se pravi, potnikov v javnem prometu, ki je pač, lahko rečemo temu, nekoliko žalostno, in to so tiste zadeve, ki nam niso ravno v ponos. Potem pa tisto, ko pridem na svoj prag in kakšni so naši skupni cilji. Naši skupni cilji so seveda, da bi se to najbrž obrnilo v drugo smer. Kako pa mi vplivamo na to? Se pravi, če pogledamo obdavčitev. Trenutne rešitve, ki jih imamo, pa bom malo apliciral na to, kar imamo tu. Zakon o dohodnini. Mi imamo v zakonu o dohodnini predvideno, da se pravi v smislu regionalizacije in tako, že pred časom je bilo to mišljeno, ne, da je treba zagotavljati prevoz na delo. In ta prevoz na delo po zakonu o dohodnini je neobdavčen. Se pravi, stimuliramo na nek način veliko vožnje. Ta cilj obenem pa ne pravi k temu, da bi dodatno stimuliral, ja, raje uporablja javni prevoz. Niti ne stimulira k temu, ja, dajte uporabljati več, se pravi, več ljudi isto vozilo. Ampak ne, na posamično osebo denar neobdavčeno. Od tu naprej, če pogledamo politiko določanja bonitet, z vidika uvažanja vozil in se pravi družbe, bi kupila novo vozilo, bi kupila staro vozilo. Ja, z vidika zaposlenega najbrž ta najraje vidi, da ima nekoliko starejše vozilo. Se pravi, si kupi avto višjega cenovnega razreda in če bo star recimo 6-7 let, bo boniteta izjemno nizka. Če kupi novega, z nizkimi izpusti, nižjega razreda, bo plačal davkov, se pravi, govorimo o prispevkih in dohodnini bistveno več, kar je, se pravi, degresiven način, kako mi boniteto za uporabo osebnega vozila apliciramo oziroma izračunamo. Potem imamo politiko trošarin na pogonska goriva. Politika trošarin na pogonska goriva je vezana na to, da gledamo dosti okoliške države, kaj gledajo, tudi lastna, ne vem, lahko rečemo tudi prepričanja, včasih tudi malo zablode, ki so tudi tehnološko pogojene, ne, v duhu tega prepričevanja, da so dizelska vozila bistveno čistejša oziroma da se jih da narediti čistejša. In mi dejstvo je, trošarina na bencin, katerih izpusti teh vozil so nekako čistejši, so višje kot trošarine na dizelsko gorivo. In se potem postavlja vprašanje, ali smo tle tista lučka, ki sem prej rekel, ne, a se vklopila tle kakšna okoljska lučka, da nam pove, a je bolj pametno to, ali je bolj pametno to, z nekega trajnostnega vidika. Ne. In potem v tem duhu tudi z vidika tega, kakšna vozila se kupujejo, kako se ima velik učinek tudi zakon o davku na motorna vozila in dodatek, ki je prišel z ZUJF-om. Se pravi, od česa je odvisen? Ja, dejstvo je, da je nekoliko odvisen od izpustov, je pa dejstvo, da pa v veliki meri odvisen od vrednosti vozila. Kar pomeni, če boste vi kupili eno vozilo, pa recimo, da ima motor z notranjim izgorevanjem, pa da je višjega cenovnega razreda, pa da ima, se pravi, res dobro narejeno to procesiranje plinov in tako naprej, da čim manj obremenjuje okolje, boste vi plačali bistveno več kot nekdo, ki je pač kupil eno staro, tako rečemo konzervo, ki ima standard tam, ko grejo od 1 do 6 in tako lahko navzdol. Ne? In se postavlja vprašanje, ali je to pametno in kaj s tem stimuliramo. Tudi na tem področju smo razmišljali o novih smeritvah, ki bi mogli iti seveda na to, kakšen je izpust in druga zadeva, kakšna je energetska potratnost takega vozila. Ker s časom bo treba priti do prenove voznega parka na pameten način, treba bo pomagati industriji, da bo pomagala razvijati, seveda ne, da se bomo pohvalili z razvojem, kaj pa vem, najnovejšega nekega kosa vozila za dizelske agregate, ker vprašanje, kakšna bo prihodnost te branže, ampak raje, kjer imamo tudi številna prebojna podjetja na področju, ne vem, elektromobilnosti in tako naprej. Tako da to so vsi tisti izzivi, ki se pri nas kažejo. Mi bomo delali na takšnem projektu, se pravi široko, tukaj manjka, se pravi, jaz sem odprl samo davčni vidik, pa vidite, kako recimo je v konfliktu z neko trajnostjo. Tu so še številni drugi, ne? Če odprem zdaj še področje subvencij, če odprem še področje, se pravi, sheme za komercialni dizel, če odprem področje sheme, se pravi, tudi povračila trošarin na kmetijsko mehanizacijo in tako naprej, so to številni ukrepi, ki zasledujejo določene cilje, treba bo ugotoviti, kaj so prioritete, jih primerno rangirati in v okviru teh prioritet
pomisliti tudi na dodatek nove prioritete oziroma tiste, ki se pogosto pozablja, in to je ta, lahko rečemo, trajnostna oziroma zelena komponenta, in ravno v tem je bil smisel tega, da se projekt dobi ime, se pravi zelena proračunska reforma. Najlepša hvala. Hvala.